lahko pozdraviš, lahko ne, kako pa samo želiš. Lahko že začnem. Lahko je. Živjo, sem Vesna Plavec, prihajam iz Mirne Peči, stara sem 30 let, trenutno delam kot receptorka na fitnessu. Najbolj se ukvarjam z zapuščenimi nikogaršnjimi mačkami. Veganka sem od leta 2018. Zdaj za veganstvo v bistvu sem jaz spoznala po mojem preko skupine Vegani, vegetarijanci, presnojedci. Nekako sem prišla do tega tako, da vem, da v enem momentu doma pripravila neko meso in se je meni pač to tako v sekundi 20, ko sem jaz to rezala, tako obrnilo totalno. In je pač se pri tem moja zgodba z mesom nekako zaključila. V bistvu to je bilo nekako ta prvi korak, da sem najprej nehala v bistvu uživati meso. Pol postopoma sem pač glede na to, da sem si sama ves čas kuhala, sem nehala v bistvu uporabljati, mesa nisem več kupovala, pol postopoma sem prenehala jesti ribe, morske sadeže. Mleka v bistvu že od majhnega sploh ne maram in ne uživam, tako da edina stvar, ki je bila ta neka moja pregreha, ki je bila na tem vegetarijanskem načinu življenja, je bil sir. Potem sem pa v bistvu tudi postopoma jajca, tako da v bistvu sem jaz to vse postopoma samo nehala kupovati in uporabljati in sem pač nadomeščala z različnimi ali nekimi nadomestki ali pa niti ne. Sem pa v bistvu tako, da ful rada kuham in pol sem malo eksperimentirala z raznimi stvari, ki sem jih pač prej jedla. Ne vem, recimo ful sem uporabljala kisle smetane in sem jo pol pač v enem momentu isto sem nehala uporabljati in nisem niti nekaj pogrešala tega, no. Pri meni je še to tako vse nekako hkrati z tem, da sem pač malo bolj postala aktivna pri Društvu zaščite živali Novo mesto, ker sem se vrgla tako malo bolj intenzivno v reševanje te problematike zapuščenih mačk. In pol pač, ko pobereš te živali s ceste, jih za njih skrbiš, pač vidiš v osnovi, da so to vse, niso to kar neki predmeti, whatever. Ampak so v bistvu pač čuteča bitja, ki pač isto čutijo kot mi, konc koncev. Je pa v bistvu ena, ne vem, jaz sem že od majhnega ful tak empat do teh živali in sem, ne vem, že kot sem bila majhna, sem tam neke male mucke poberala, ne vem, povožene živali sem v bistvu vedno tam jokala, ne vem, v vseh živalskih filmih sem se doma jokala, tam ne vem kaj. Ne vem, najljubša knjiga mi je bil Čar Runo, pač v bistvu sem tak ful živaloljubec že od majhnega, samo pač nekako ne vem, niti nisem imela neke opcije, da bi bila veganka, ker pač ne izhajam iz take družine. Je bilo pač meso nekaj normalnega na krožniku. Tako, v bistvu, to je bil en tak del, ker sem v bistvu še bolj začutila te živali. Po drugi strani je pa pol v bistvu tudi da sem imela v bistvu eno ginekološko operacijo in sem pol pač malo šla raziskovati, kaj naj bi se jedlo, kaj se ne bi, in je v bistvu odsvetovano recimo mleko in mlečni izdelki, pa pač v bistvu tudi uživanje mesa, no. Tako da sem pol v bistvu šla deloma zaradi tega v to skupino. Verjetno sem dobila, ne vem, ko sem raziskovala kakšne recepte, pač v bistvu prut za receptov. Pa tam se objavljajo različne zadeve, pa tudi malo vidiš pač, kaj se dogaja z živalmi in tako naprej, no. Tako da. To sem jaz po mojem že pač kar zgodaj, ko sem bila majhna, ta klik imela sem nekako, pol je drug prehod, meni so v bistvu, ne vem, v bistvu so mi vse živali, zelo težko mi je karkoli, ne vem, neki živali hudega storiti, ne vem. Spomnim se, da sem v bistvu enkrat recimo se peljala za neko prikolico, ki je bil gor nek teliček ali kaj, in sem v bistvu prav tako mene je gledal pač ta teliček in mi je bilo prvo ono, oh shit, tako grozno. In pač ta nek stik, interakcija z živalmi mi je bilo v bistvu že od nekdaj nek blizu. Zdaj pa pol povezati, ne vem, da tu na krožniku je ta žival, ne, pa tu v bistvu, ko sem bila malo starejša, v bistvu sem nekako prišla do tega, da
Mislim, tudi, ko se ukvarjaš tukaj z živalmi, pa jih rešuješ, je to v bistvu malo hinavsko, ne vem, rešuješ ene, druge pa ješ, ne, in pa prideš nekako v bistvu sam do tega, no, da ni glih, ne vem, nisi nek hud rešitelj, če imaš neko selektivno ljubezen do živali, ne, tako da. Mislim, da na vsejedstvo ne bi šla. To sem že enkrat razmišljala, ko sem dobila vprašanje na Živi knjižnici. Sem pač prav tako razmišljala, da ne vem, če bi bila zdaj vojna recimo in da ne bi imela nič drugega za jesti kot meso, po mojem, pač jaz definitivno. Ne predstavljam si, da bi zdaj neko meso pojedla. Niti nimam neke želje po tem, ne vem, ne pogrešam ničesar mesnega, niti mlečnega dejansko, ne. Tako da jaz sem, ne vem, jaz bi po mojem raje travo jedla. Travo bi jedla to. In listje. Dvomam v to, no, da se bom kdaj vrnila na ta pota, ker pač enostavno, ko, ne vem, enkrat pač vidiš žival in, ne vem, tiste njene oči in dušo, pač je malo težko to, ne vem, zdaj to jesti, no, pač ne gre, no. Aktivizem se mi zdi cool. Jaz občudujem ljudi, ki to počnejo, ker jaz malo dvomim, da bi bila sposobna pred klavnico stati in gledati vse to. Ko mi je tako, že ko posnetke gledam, mi je ful mučno. Tako da, mislim, tako vsaka čast samo oni, ki to počnejo. In se mi zdi pač fajn. Smešni so mi pa pač ti odzivi ljudi, mislim, ja, zato, da ti stojiš tam zadnje minute živaljo, si pač nasilen in ne vem, kaj še vse. Smrt sama po sebi živali pa pač očitno ni nasilje, ne, ampak pač to je spet ta preskok mentalni, ki ga ljudje nekako niso sposobni narediti, ker pač v prvi vrsti je še vedno ta problem, da so živali pri nas obravnavane kot stvari, ne, in ne kot neka čuteča bitja. To je pač, tle imamo še ful enega dela, tudi na tem področju, ker v bistvu, ne vem, dokler se bodo živali prodajale v trgovinah, bodo pač obravnavane kot stvari in ne kot živa bitja, ne. Pač itak v prvi vrsti imamo zakon tak, da so žival lastnina in še vedno ne živa bitja, ne, tako da kar se tega tiče, se mi zdi aktivizem v tem smislu pač pozitiven in se mi zdi, da je to v bistvu potreben ta push-up, da se ga naredi in da se pač predstavi žival kot čuteče bitje, se pravi bitje, ki ga je ravno tako strah, ki ima neka čustva, ki, ne vem, se odziva na okolico in ni to tam nek kavč, torbica, whatever, ki se zamenja, ne vem. Tako da, kar se tega tiče, super, pač se mi zdi fajn, no. Pač jaz živim, mislim, sem živela na podeželju in v bistvu, ko sem bila majhna, smo imeli v bistvu mi in zajčke in kokoši in purane in prašičke in mačke, pač skoraj vse. In so bile pač vedno koline pri nas in to je bilo meni tako najbolj mučno obdobje vsako leto. Ker v bistvu pač, ko so koline, pač so tudi kriki živali in jaz sem vedno tako, šla sem, pač imamo neko stranišče, ki je zaprto in ventilator laufa in sem šla vedno na stranišče in sem prižgala ventilator, si zatisnila ušesa in si pač pela neke pesmice, da pač tega nisem rabila poslušati oziroma da sem čim manj slišala, ker me v bistvu pač že kot otroka precej pretreslo, pa tudi zdaj v bistvu ne vem, če si želim še kdaj to slišati, no. Tako da, ja, to so v bistvu te nekako, pa v bistvu, glede na to, da sem z neke male vasi, je to ta december, ki je čas kolin in se to v bistvu pač, ne vem, na 2 tedna recimo, ne vem, slišiš neke krike tudi od sosedov, karkoli, ne, in je v bistvu tu pač precej, vidiš, ne vem, če si vsak dan s to živaljo, da pač, ne vem, oče se recimo to tako navezal na enega pujska, ne, pa ni mogel biti recimo zraven, ko so bile koline, ker je, ne vem,
Se pravi, pač vsega je naučil in je bil v bistvu pač ta prašička pes, ne, in potem, ja, kaj boš zdaj, ne vem. In mislim, so to v bistvu neke stvari, ki pol nekako spoznaš. Nekako se mi zdi, da smo vse ljudje tako malo, imamo radi te mehurčke in malo te ograjice in sami sebe pol tako zaščitimo. Ja, pa sej ne moramo jesti to, ja, v bistvu ni potrebe, ne vem, pač po eni strani nekako se mi zdi, da bi rabili ta preskok med tem, ko ljudje rečejo, moramo jesti, da kao drugače ne preživimo, da bi tle smo mi tisti, ko lahko ješ, ne rabiš jesti, ne rabi nekdo umreti pa trpeti zaradi tega. Ne. Ni razlike med mačkom mačko in pujsom pujso. Ker v bistvu, tako kot zelo radi poudarjajo ljubitelji živali, da morajo mački hoditi prosto naokoli in imajo prosto voljo in nujno hočejo to užiti svobodo in bla 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 in tralala, pač tudi pujsi bi to radi delali, tudi oni bi radi okrog hodili, oni bi se radi čohali, če bi se lahko. Tako da ne biti selektivni ljubitelji živali oziroma selektivni ljubitelji hišnih ljubljenčkov, ker pač, če bi dal pujsa na kavč, verjamete, da bi zelo užival tudi on. Mogoče o unem, da si zatiskamo oči, kaj je meso, ne? Pašteta je glih tako meso, to je glih tako meso. Ja, se ne jem mesa, ja, pašteta je meso. Ja, mogoče bi lahko... Pašteta je meso, pašteta. Posneto. Sporočilo.